1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ej, to pa je fenomen. 11 prstov na roki, 11 prstov na nogi, pa 3 noge. Oši bo v soboto skočil bungee in ker tega še kar ne more sprejeti, sva danes z Jano stvar vzeli zelo resno. Tako je, zato so povabili trenerko javnega nastopanja in obvladovanja stresa ter certificirano hipnoterapevtko Nino Smole. Lep pozdrav vsem, seveda, Jana, ogromno je takih primerov in Robert, jaz že komi čakam. Jaz tudi, Nina Vudri me. Živijo, moje ime je Nina Smole in z veseljem sem danes prišla na Radio 1 hipnotizirati Roškarja, zato da mu bo v soboto majčkan lažje, da ne bo imel toliko posrane hlače. In hipnoza je v bistvu stik z našo podzavestjo. Se še doluštamo. Sam prepust se, sprost se, v dobrih rokah si zaupi mi. Jaz sem prosti, samo sem da vidim, kako izgleda že on. Prej pa pa. Okay. What just happened? Kadarkoli slišiš od mene besedo spiš, pomeni, da se tvoje oči zaprejo in zapadeš v globoko stanje popolne sproščenosti. In spiš. Kar pejdi. Zdaj pa želim te peljati skozi bungee jumping, ki ga boš doživel v soboto. Si kot ptica, ki poleti. In bova začela, štejem od 1 do 3, tlesknem z roko, v tistem trenutku skoči in si dej duška. 1, 2, greva zdaj! Ok. Robertova reakcija na hipnozo je bila zelo dobra. Presenečena sem bila, da je dosegel kar globoko stanje hipnoze, tako da sem ga res lahko peljala skozi proces. Kako vam je bilo? Ja, kako ti je bilo? Bil sem kar relaxed. Lahko narediva še progresijo? Okay. Spiš. Zdaj sva imela resnejši del, zdaj pa greva na zabavni del. A prav? Samo danes, tukaj ta trenutek, ko te vprašam, kako ti je ime, ga ti pozabiš, totalno blokado dobiš, nikakor ne moreš izgovoriti svojega imena. Evo, kako ti je ime? Ok, zdaj pa vračam ti nazaj tvoje ime, z lahkoto ga lahko izgovoriš. Kako ti je ime? Robert. In zdaj čez par trenutkov ti bom jaz rekla, da šteješ od 1 do 10, ampak številka 2 zate ne obstaja. Odpri oči in poglej svoje roke in preštej svoje prste. Kaj je to? 1, 3, 4, 5, 6, Bakle? No, daj takole malo 7, nam pokaž. 8, 9, 10, 11. Kaj, 11? 11 prstov imaš? Daj še enkrat. Daj tako roke, pa malo štej. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Koliko imaš nog? 1, 3. 1 pa 3. Zdaj pa, Robert, vračam ti nazaj tvojo dvojko. Povej mi, koliko imaš nog zares? 2. Ok, super. Vračamo nazaj in spiš. Tako je, super, odlično. Marsikdaj pa hipnoza, ko govorimo o zabavni hipnozi, lahko vpliva tudi na realno stanje med dvema osebama. Pa poglejmo. Zdaj pa čez par trenutkov, Robert, te bom prosila, da odpreš svoje oči. In pred tabo se bo pojavila Anja. Ampak z eno razliko. Ta trenutek zdajle si noro zaljubljen v Anjo. Prejmi mojo sugestijo, odpri oči, zaljubljeno Anjo, zdaj. Anja. Oh my god. Kje pa si bila? Kje sem? Oh my god, to je ful lepo. Ja, veš, kako je lepo biti s tabo objeti. Jaz tudi tako mislim. Ta trenutek imaš zaprte oči in v trenutku, ko jih odpreš, vidiš Anjo kot svojo mamo. Odpreš oči zdaj. Oj, Oj, Kdo je pred tabo, Robert? mama. si kaj lačen? Vedno me sprašuješ glede hrane, zakaj? Ko bom lačen, ti bom rekel, da sem lačen. Ok. A boš se baba objamali? Ja, ok, no. Ja, Roškar je bil res popolnoma sproščen in prepuščen meni, kar mi je bilo zelo všeč, zato ker je zelo dobro reagiral na moje sugestije. Kako ti je bilo? Ful si veliko govorila. Ja, to pa verjamem, to pa jaz rada počnem. Občutek, kaj je strah za soboto? Imam pa jaz vedno plan B, veš. Kaj pa je plan B? A ti povem? Zdaj, v primeru, da nisva bila uspešna z današnjo hipnozo, imam jaz nekaj zate danes. Omega, to božem darila, je gotovina? Če slučajno hipnoza ne uspe, imam jaz zate tole.
A ste meni dala plenico slučajno? Plenico sem ti dala, zato da soča naš umazu, no? A imate vsi hipnoterapeuti tak smisel za humor? Jezus, kakšni dojenčki to obstajajo na tem svetu? In koliko cajta je zdaj to minilo? 3 dni si bil v hipnozi. Zdaj sobota zjutraj. Nič ni sobota zjutraj. Spiš. Prosim, nehajte, ker to scary. Ne bo šlo, ljubica. A ne? Nekaj ne gre to A ne, tako. odvisno kdo te, ne? Ja, to je... Odvisno kdo. Bolj se me strašiš kot kaj drugega. Ajde, dobro.